Fotografija z naslovom Arnuša in skulptura Zlomljena krila sta deli, ki sta prepričali 6-člansko mednarodno žirijo, da je fotografiji podelila bronasto, kiparskemu delu pa zlato medaljo. Večina nagrad, nekaj čez 60 jih je bilo, je ostala na francoskih tleh, le 3 so šle v roke tujcem, 1 v Kanado in 2 v Slovenijo. Gre za meni ljub portret te mlade punce, zelo samozavestne, in zdi se mi, da sem prav ta njen karakter, ta značajnost, to samozavest, ki jo nosi ta punca v sebi, uspel izvleči iz nje in potem seveda tudi preko fotografije pokazati drugim obiskovalcem. Salon v Parizu poteka neprekinjeno že od leta 1865, na njem pa svoja dela razstavijo slikarji, kiparji, grafiki in fotografi z vsega sveta. Prva Slovenka, ki je sodelovala na prestižnem dogodku, je bila leta 1892 Ivana Kobilca. Nato pa slovenskega predstavnika na salonu ni bilo vse do lani, ko je bila nagrajena multimedijska umetnica Eva Petrič. Slovenska delegacija je letos poleg nagrajenih Mirta in Ritonje štela še 8 slikarjev. To so bili Oto Rimele, Bogdan Čobal, Franc Skrbinek, Veljko Toman, Zdravko Luketič, Viktor Šest, Rado Jerič in Igor Orešič. Slednji je po uradnem povabilu selektorice in organizatorke salona prav skupaj z Jeričem opravil selekcijo, izbiral pa med ustvarjalci, ki se zbirajo in ustvarjajo na umetniški domačiji Soraj v Pernici, ki jo vodita zakonca Jerič. Akademska izobrazba za sodelovanje ni pogoj, za kar ima zasluge predvsem kipar August Rodin, ki je skupaj s skupino tako imenovanih zavrnjenih po uporu pridobil pravico do razstave. Vesel sem bil, da pač sem v tej ekipi, ki je šla tja, kot pa doleti nagrada, ko pač obrneš piramido, pa v bistvu vidiš, da je res velika potrditev, da mi je res, ne vem, kaj bi mi se več lahko zgodilo v Evropi. Likovno izražanje je v bistvu pomembno to, da je gramatika, likovna gramatika, da je čista, da je pravilna, tako kot narava ustvarja neke kot narava ustvarja, tako tudi obstajajo neke zakonitosti. V bistvu skulpturi sta podolgovati 2 skulpturi, gre se za očeta oziroma mojstra in vajenca, je pa v bistvu neka igra 2 figur. Ste izdolženi, v bistvu, ne vem, na začetku kariere sem delal manjše skulpture in ko sem izlagal za katalog, pri fotografiranju so se pokazali više sence oziroma izdolženi. Pa sem v bistvu te sence, deskripcijo teh senc uporabil za nadgradnjo, za nove skulpture in zdaj sem prišel do ene, kot se rekla, mirtovske podobe. Je pa v bistvu dokaj moderni materiali so, je železna konstrukcija, spodaj zgore pa je polimerna glina, torej glina, ki je lahko nanesem, pa ko se posuši, ne rabim peč in lahko delam do 2 metrov višine. Zanimivost pa pri teh skulpturah je ta, da sem v bistvu integriral, apliciral kose asfalta. In ta asfalt v bistvu so kosi mariborskih ulic, eni kosi so celo z glavnega trga. In na nek način simbolno je bil Maribor predstavljen v Parizu. Ja, zdaj malo preuranjeno reči, kaj to pomeni, kajti moram počakati, da natisnem katalog in potem katalog gre po celem svetu. Vabila za razstave samostojne predstavitve pa že prihajajo in upam, da bo tudi Slovenija se nehala skrivati in seveda kulturno ministrstvo se bati in ne nazadnje tudi, da podprejo te avtorje, kajti tu se prav vidi, da smo slovenski umetniki v samem svetovnem vrhu likovnega ustvarjanja tudi po inovacijah in pristopih. Likovna umetnost je moje življenje, ne? Je zelo pomemben dejavnik sploh v človeškem življenju in če gledamo samo našo kulturo, ki je v bistvu civilizacijo, ki je rasla na podlagi kulturnih dosežkov. Tudi tehnoloških vse skupaj, ampak marsikaj nam je prišlo v prvi plan, bolj pomembno kot tiste zadeve. Umetnost je postala malo bolj degradirana, obliski gledališč in vsega so malo upadli oziroma gledajo se samo tiste neke ustaljene zadeve, kaj novega nas ne pritegne in čuti so se nam malo zaprli. Želim se, da bi se to pač, da bi šlo v tisto smer,
da bi spet mogoče naredili kakšen preskok naprej. Razstavo v Parizu si je ogledalo okrog 15 000 obiskovalcev. Ob salonu sta sicer izšla tudi 2 kataloga, splošni z objavljenimi deli vseh umetnikov in katalog z objavljenimi deli slovenskih umetnikov. Sledi še tisti z nagrajenci, ki bo obšel svet.